Na takšen način skrbijo, da mladi skrbijo za sociokulturne odnose, hkrati pa s tem postajajo samooskrbni. V bistvu želimo mladim predstaviti, kako pomembna je dejansko samooskrba, kako pomembna je neka lokalna oskrba, da v teh časih je pomembno, da imamo dobro hrano in pa tudi, da se mladi gibljejo, da so v naravi, da se naučijo novih spretnosti, konec koncev tudi, da so samo aktivni, da razmišljajo, da so radovedni, da v bistvu so vključeni v vso to delo. Mladi iz Mladinskega doma Maribor na ta način pridelujejo avtohtone in tradicionalne slovenske vrtnine tudi v predsedniškem vrtu. Kot pravijo, uživajo pri delu. Zanimivo je, kako se sadi, pa kako rastline vzbudno rastejo. Ko smo sadili paradajz, pa ko smo zalivali solato. Kako gledaš na to, da si takole vse sami pridelate? Ful v redu, ker to nam da tudi pouk za naslednje generacije. Po besedah koordinatorja projekta je program namenjen predvsem delovni terapevtski skupini, v katero so vključeni otroci, ki imajo končano osnovno šolo in ne hodijo v šolo, ampak se izobražujejo na drugačen način. Kaj v tej smeri pridobivajo vsi otroci, ki tukaj bivajo? Kot prvo ena samozavest, en občutek, da so nekaj naredili. Kot drugo dobiva neformalna znanja, možnost tudi potencialno za nacionalne poklicne kvalifikacije, kaj pomeni pridobivanje poklica, pa kvalitetno preživljanje prostega časa, ker danes dejansko otroci preživljajo preveč časa na tehniki, izgubljen čas je brez kakršnega učinka, tu pa na koncu dneva vidijo, kaj so naredili in so lahko zadovoljni s tem. Tako na sodoben in interaktiven način prikazujejo predelovanje vrtnin, pri čemer je posebnost vrta vzgoja izključno avtohtonih, tradicionalnih in udomačenih sort vrtnin.